Znano je, da je Werner že podpisal pogodbo s priznano nemško založbo in znanim producentom Andyjem Moorom ter prepričal nemške sodelavce. Zdaj ga čaka samo še občinstvo. Res veliko dela, to je ogromno televizij, ogromno radijskih postaj, ogromno intervjujev, ogromno dela. Oni imajo take fantastične fešte, veselice, ki naprimer pri nas pride 2000 ljudi na njihove te fešte, na jezerih, tam v teh večjih mestih, kjer se to redno dogaja, pride po 20, 30, 40 tisoč ljudi. Pred dnevi se je vrnil iz Berlina, kjer je bil gost televizijske pogovorne oddaje. Občutek je bil fantastičen. Oni imajo oddajo Treffpunkt in Berlin, zelo gledana oddaja, in v Berlinu je 7 jezer, in se take velike ladje plujejo po teh jezerih in oni delajo to oddajo na teh ladjah. In kot kaže, so ga mnogi že vzljubili. Ko sem imel prvi nastop, je bilo veliko novih oboževalcev, želeli so podpise moje. Lepo, nenavadno, drugače. A ne le nastopi v živo, njegova melodija bo odzvanjala tudi na enem od nemških programov. Moja pesem Maj mama Koko je zbrana za napovednik ene zelo gledane oddaje, kjer bodo tudi gostili vse največje zvezde, od Petra Maffaya, Andreje Berg, to so velike zvezde v Nemčiji. Ampak Werner si želi še več. Polni štadione, biti velika zvezda, če to rata, potem bom bil neskončno srečen in vesel, ker take cilje sem imel tukaj tudi v Sloveniji. Cilji so mi bili biti s publiko, prepevati v športnih dvoranah, zabavati te ljudi, postaviti tako mikrofon, zaprti oči in poslušati publiko, kako prepeva tvoje pesmi. Ko pevec to enkrat doživi, mislim, da je to vrhunac kariere. V Nemčijo se vrača že prihodnji teden in nestrpno čaka nove nastope. Poleg tega razmišlja tudi o čisto svoji liniji kopalk. Jasno, posnel jih je na Maldivih, kamor z družino pogosto hodi. Nikoli v življenju nisem bil v Sloveniji tako popularen kot takrat, ko sem se vrnil z Maldivov. Čisto vsak človek na cesti se je obrnil za mano, ko je bilo to govora o mnenju mojih kopalk. Ja, tako sploh ni več dvoma, da bo zaščitni znak kopalk prav njegov piton, a to je že druga zgodba.